Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. V tokratni oddaji na kulturnem področju posebej izpostavljamo zavidljive dosežke učencev Bistriške glasbene šole, na športnem pa mednarodni atletski miting. Vabljeni k ogledu. Tiskovna konferenca Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica. Sprejem dijakov glasbene šole Slovenska Bistrica. Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, srečanje turističnih podmladkov, rekreacija v vadbenem centru Elipsus, otroci iz vrtca Črešnjevec na obisku predsedniške palače v Ljubljani. V petek 17. maja je skupina 30 otrok iz vrtca Črešnjevec Leskovec v spremstvu vzgojiteljev obiskala predsedniško palačo v Ljubljani. Ideja o obisku Ljubljane se je porodila v skupini Zvezdica z vrtca na Črešnjevcu že v lanskem letu. Po dolgih usklajevanjih urnikov z uradom predsednika republike je 21 otrok iz skupine Zvezdica in 9 njihovih vrstnikov iz skupine Ringaraja z enote na Leskovcu v zgodnjih jutranjih urah krenilo na pot proti Ljubljani. Polni pričakovanj, s pripravljenim programom za nastop in polnih rok priložnostnih protokolarnih daril, so zvedavih oči ob dogovorjenem času vstopili v prostore urada predsednika republike na vogalu Erjavčeve in Prešernove ceste v Ljubljani. Zaradi nenadnega in neljubega zapleta sicer predsednika Boruta Pahorja žal niso dočakali. So se pa njegovi sodelavci v protokolu, na čelu sekretarko Natašo Kovač, zelo potrudili in najmlajšim obiskovalcem pokazali prav vse prostore predsedniške palače, vključno s predsednikovo osebno pisarno. Slovensko zastavico v rokah in sladoledom v ustih so se mali radovedneži hitro potolažili ob odsotnosti prvega gostitelja, katerega sprejem so v začetku željno pričakovali. V nadaljevanju obiska glavnega mesta Slovenije pa so obiskali središče Ljubljane, si ogledali glavne znamenitosti in se polni vtisov v popoldanskih urah vrnili domov. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v četrtek 23. maja na dvorišču Cuker Kuhne pripravil skupno novinarsko konferenco, na kateri so predstavili nekatere večje dogodke, ki bodo potekali ob koncu meseca maja in v juniju. Med drugim bo Razvojno-informacijski center gostil 2 mednarodni konferenci. 6. junija konferenco z naslovom Izzivi Evropske unije in prihodnost podeželja po letu 2020. 10. in 11. junija pa znanstveno konferenco o pripovedni kulturi v prostoru. Magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, je povedala, da ob 60-letnici delovanja njihove ustanove pripravljajo tudi dogodek, kot ga še ni bilo. V Grajskem parku bo v soboto 22. junija koncert simfoničnega orkestra SNG Maribor. Tudi glasbena šola Slovenska Bistrica letos praznuje častitljiv jubilej, 70-letnico delovanja. Prireditve ob jubileju je predstavila Radmila Bikić-Magdić, ravnateljica glasbene šole Slovenska Bistrica. Jernej Senegačnik je napovedal 42. regijsko srečanje godb na Pihala, ki bo v nedeljo 2. junija na Spodnji Polskavi. Boštjan Friedrich, sekretar Športne zveze Slovenska Bistrica, pa 6. športni vikend, ki bo od 31. maja do 2. junija v športnem parku v Slovenski Bistrici. Mirko Kukovič-Kuki je povedal, da bodo v petek 7. junija slovesno odprli tenis center Vintgar Kuki. Ob odprtju bodo od 6. do 9. junija izvedli tudi teniški turnir za člane in članice. Leo klub Slovenska Bistrica pa pripravlja že 7. dan družin, ki bo v nedeljo 2. junija v parku za knjižnico. Glasbena šola Slovenska Bistrica je v tem šolskem letu dosegla vrsto izjemnih uspehov. V letu, ko praznuje tudi 70. obletnico delovanja, so učenci na tekmovanjih v Sloveniji in tujini prejeli več kot 30 različnih nagrad. Njihov harmonikarski orkester je pred prvomajskimi prazniki zmagal na mednarodnem tekmovanju v Pulju. Člani Slovenjebistriškega orkestra so prejeli najvišje število točk v vseh starostnih kategorijah.
V zgodovini tekmovanja ne pomnijo, da bi vse nagrade osvojil mlajši orkester. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je za učence, njihove mentorje in korepetitorje v četrtek 23. maja pripravil sprejem v prostorih Bistriškega gradu. Župan je med drugim spomnil, da ne smemo pozabiti tudi na starše, ki so prav tako zaslužni za uspehe svojih otrok. Radmila Bikič-Magdič, ravnateljica glasbene šole Slovenska Bistrica, je poudarila, da so dosežki rezultat odrekanj in strokovnega vodenja. V ta namen so morali vložiti tudi veliko prostega časa. Ravnateljica je na sprejemu povabila tudi na preostale prireditve ob 70. obletnici šole. Osrednji dogodek, slavnostna akademija, bo novembra. Ob častitljivi obletnici bodo izdali tudi zbornik. V enem od objektov v bistriški podjetniško-industrijski coni je svoje mesto našel tudi vadbeno-rekreativni center Elipsus. Obiskujejo ga sprostitve in rekreacije željni, različnih starosti, poklicev in profilov. Mi smo s kamero obiskali skupino seniorjev, v kateri se pod strokovnim vodenjem simpatičnega voditelja Ruka Majcna rekreira kar nekaj znanih, sicer že upokojenih Bistričanov. Vsak petek zjutraj se dobimo, zjutraj malo potelovadimo, potem pa se še podružimo na kavici po telovadbi. Povejte nam, vas ubogajo? Ja, vsi so zelo pridni, pač vzdušje je tako sproščeno, tako da važno je, da se smejijo zraven. V omenjeni skupini je zelo dobro poskrbljeno tudi za medicinski nadzor, saj sta v njej kar 2 zdravnika, pa farmacevtka in nekdanji vodja bistriških reševalcev. Žal glede pomoči nimamo, ampak na srečo do zdaj smo vsi v dobri formi in nobeno ni bilo treba nuditi. Povejte nam še tole, gre za zaprto skupino ali je možno, da se vam kljub vsemu še priključi? Skupina ni zaprta, vendar je pa ustanovljena bila leta 2011 in od takrat je morda 2 ali 3 člani prišli pa odšli, medtem ko je v to jedro pa vse skozi isto. Skratka, v rekreacijski center Elipsus za zdravo telo. Ja, v Elipsusu smo, prej smo delali pri Jamesu, sedaj smo pri Elipsusu zadovoljni z vsemi pogoji, ki nam jih nudijo, predvsem pa smo zelo zadovoljni z Roko, ki ima izjemen odnos do starejših ljudi in to je največ vredno. Zato radi prihajamo, še raje pa gremo potem na kavo, kjer nadaljujemo potem še telovadbo z jezikom. In z veseljem hodimo vsak petek na telovadbo, ker se res rekreiramo, poznamo se vsi, se nasmejimo, poleg tega pa imamo še jezično telovadbo 1 uro, tako da je kompromis 1 ura dela, 1 ura pa zabave, ne? In se imamo res lepo. Smo že dolgo skupaj, nas je povabil dr. Pridan, ki je že prej hodil v Sončku, tam smo začeli in smo nadaljevali in res smo prijetna družba in lepo se imamo. V Domu krajanov v Makolah je v soboto 25. maja potekalo regijsko Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin. Predstavilo se je 9 folklornih skupin iz območnih izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica. Revijo sta strokovno spremljala Tanja Drašler in Klemen Bojanović. Prireditev je organizirala območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica v sodelovanju s prosvetnim društvom Anice Černejeve Makole in PGD Makole. Dekleta vse skupih pobral, ven škafih potlačil, pa v Dravo zagnal. Se nosiš po konci, kakak bukov štor, če s tabo kdo hodi, pač mora biti nor.
dekleta se lahko štimajo, ker borove storže za ziske imajo. Al sem bila zmešana, al sem bila pjana, da sem ja vzela takega cigana.
V telovadnici Srednje šole Slovenska Bistrica je v torek 28. maja potekalo 13. medobčinsko srečanje turističnih podmladkov z naslovom Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. Predstavilo se je 13 turističnih podmladkov iz vrtcev in osnovnih šol iz občin Makole, Oplotnica in Slovenska Bistrica ter iz slovenjebistriške srednje šole. Zbrane sta nagovorila dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in Leopold Turk, podpredsednik Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica. Na prireditvi so predstavili tudi turistični spominek Darilo Rojenice, ki sta ga zasnovali in naredili Vesna Sever in Simona Luetič, profesorici Srednje šole Slovenska Bistrica, ter je bil izbran tudi za turistični spominek projekta Živa Coprnija. Želeli smo oživeti našo tradicionalne zgodbe in bajke in zaradi tega naredili spominke, ki ponazarjajo vile Rojenice in njihova dobra sporočila. Smo pa sodelovali na natečaju Živa Coprnija, kjer smo zasegli eno izmed najboljših 3 mest in s tem dosegli, da se tudi naš produkt lahko prodaja na Ricu. Sodelovali smo pa tudi na tekmovanju, na turističnem tekmovanju, da se ne spomnim točno, kako se reče. Osvojili smo pa srebrno priznanje, isto kot lani. Kako ste se pravzaprav pripravljali za ta projekt? Kdo vse vam je pomagal pri pripravi? Obe učiteljici za slovenščino ter 4 učenci. Odšli smo na pot ob Vindarju, kjer naj bi bile vile Rojenice in posneli kratek video, s katerim smo tudi sodelovali na enakem natečaju. Rekli ste, da vaš izdelek bo na prodaj, torej? Zdaj, če se bomo odločili, ga bomo lahko na Ricu prodajali za, ne vem, mogoče drugo leto v velikih količinah. Precej zanimanja je pritegnila tudi predstavitev naloge osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica Sladka legenda o beli dami, ki je na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava prejela 2 zlati priznanji za nalogo in za najboljšega promotorja. Pravzaprav, mi smo seveda se že iz 3. razreda spomnili te legende o beli dami iz Bistriškega gradu. Namreč Bela dama je zelo priljubljena zgodba v Bistriškem gradu, vsak obiskovalec jo je pravzaprav lahko izve. Seveda pa smo morali narediti tudi neki turistični spominek našega kraja, povezanega z Belo damo, kar je bil tudi namen oziroma tema naše turistične tržnice. Razvili smo piškote Bele dame, ki pa smo jih povezali tudi z razno simboliko našega kraja in nasplošno slovenskega ljudskega izročila. Torej, piškoti Bele dame so v obliki srca, se predstavljajo seveda ljubezen mladega kuharja do bele dame. Bele barve so, ker predstavljajo njena vsakdanja oblačila oziroma njihovo barvo. Potem uporabili smo bučnice, ki proizvajajo hormon triptofan in pomirjajo ter pomagajo pri nespečnosti. Tako je želel mlad kuhar sporočiti njegovo skrb do nje. Potem oreh je po slovenskem ljudskem izročilu sveto drevo, ki varuje pred nesrečo. Pšenica in med pa imata že dolgoletno kulturno povezovanje v okolici Slovenske Bistrice. Namreč pšenica je povezana z Jakčevim mlinom v okolici Bistriške doline, med pa smo prevzeli od ekološke kmetije Podgrajšek. Tole je šipko med. Razvili smo turistično nalogo Sladka legenda o beli dami, za katero smo prejeli tudi posebno zlato priznanje za najboljšo nalogo. No, pa sedaj pa še izvemo tole legendo o beli dami. Aneja, izvoli. Hvala. Torej, legenda o beli dami govori, da je ta bela dama bila žena enega izmed prvih lastnikov gradu. Vendar, ko je šla na potovanje, je hudo zbolela. Zato se naj bi ta bolezen po celotnem gradu razširila, so zaprli v okrogli grajski stolp, kjer je na žalost umrla tudi tragične smrti. V to prelepo belo damo je pa bil zaljubljen tudi mlad kuhar, kateri je vsak dan pod krožniček nastavil en piškotek, kateri je torej v obliki srca. Z tem piškotkom je pa želel posladkati vsa njena zadnja dni, da bi se čim boljše še počutila. No, seveda smo razmišljali tudi o možnosti trženja. Ker smo ekošola, smo razmišljali tudi o okolju, namreč uporabili smo steklen kozarec, možen je za večkratno uporabo in za reciklažo, ter platno in rafijo. Posvetovali smo se tudi za Cuker kuhno v Bistriškem gradu in trgovino Spominki Loden v osrčju Bistriškega gradu. Izdelek je popolnoma primeren za trženje, prav tako ga bomo kmalu začeli tržiti v Bistriškem gradu. V kulturnem programu so nastopili otroci iz vrtcev in osnovnih šol.
Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so do 27. maja obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega 4 velike tatvine, 4 kazniva dejanja tatvine, kaznivo dejanje zatajitve, 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. Pragersko. Neznani storilec je vlomil v objekt in odtujil kovinsko blagajno ter s tem lastnika oškodoval za 5000 evrov. Freihheim. Neznani storilec je vlomil vikend in s tem dejanjem povzročil za 500 evrov materialne škode. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je v trgovskem lokalu odtujil več mobilnih telefonov in s tem dejanjem oškodoval lastnika za 240 evrov. Gladomes. Neznani storilec je vlomil v garažo in odtujil traktorsko kosilnico ter s tem dejanjem lastnika oškodoval za 2500 evrov. Na področju prometne varnosti so bili policisti obveščeni o 14 prometnih nesrečah. Od tega so 7 prometnih nesreč obravnavali kot prekršek, v 7 primerih pa so odstopili od ogleda kraja nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 7 udeležencem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov so podali 8 obdolžilnih predlogov na Okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo tudi 49 plačilnih nalogov. Začasno so odvzeli tudi 6 vozniških dovoljenj in zasegli 3 vozila. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 6 intervencij, od tega 5 na javnih mestih in 1 v zasebnem prostoru. V enem primeru so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. V športnem pregledu pa tokrat o 19. mednarodnem atletskem mitingu ter sprejemu bistriških reprezentantov, ki so se udeležili svetovnega prvenstva na Češkem. 19. mednarodni atletski miting, ki ga je v soboto 25. maja organiziralo Atletsko društvo Slovenska Bistrica, je uspel v vseh pogledih. Na tekmovanju, ki je štelo tudi za mednarodno ligo, so nastopili številni zvezdniki svetovne atletike. Skupaj se je pomerilo 357 atletov in atletinj iz 12 držav. Za navdušenje v športnem parku v Slovenski Bistrici je poskrbel predvsem Hrvat Filip Mihajlović, ki je dosegel 3. izid sezone na svetu v suvanju krogle z rezultatom 21,84 metra. Mihajlović je s 1231 točkami dosegel tudi daleč najboljši izid mitinga po mednarodnih tablicah. Tudi sicer je bila najmočnejša disciplina mitinga po pričakovanju ravno suvanje krogle, kjer je četverica presegla 20 metrov. Poleg Mihajlovića še tekmovalca iz Bosne in Hercegovine Kemal Mesić in Mesut Pezer ter Srb Asmir Kolašinac. Med atletinjami je bila najboljša Agata Zupin, članica atletskega kluba Velenje s 1106 točkami, ki je bila najhitrejša v teku na 400 metrov ovire z rezultatom 57,16. Luka Janežič, član Kladivarja, je zmagal v teku na 300 metrov s časom 32,73, tekel pa je drugič v 24 urah po drugem mestu v italijanskem Rijetiju na 400 metrov. 2 teka v 2 dneh, 2 bom rekel tako čisto solidna rezultata za začetek, tako da sem zadovoljen. Zdaj smo zaključili, v bistvu s tema 2 tekama sem zaključil ta pripravljalni del. Kakšen je nadaljni program tekmovanj, kakšni so cilji pravzaprav za to sezono? Ja, zdaj, kar lahko povem, za naprej sem dobil tudi tek na Diamantni ligi, to bo v Štokholmu že zdaj 30. maja. Potem naprej tečemo v Pragi, Francija. Cilj je pa, da čim prej dosežem normo za svetovno prvenstvo, to je zdaj prvi cilj. Na 300 metrov je med atletinjami slavila Anita Horvat iz Velenja s časom 37,70. Med atleti je na 400 metrov ovire zmagal Velenčan Peter Hribaršek z 52,01. Med atletinjami pa Dioni Tomičič-Prezelj iz Olimpije z 11,83 na 100 metrov. Barbara Špiler, članica Brežic, in Nejc Pleško iz Olimpije sta bila najboljša v metu kladiva. Slednja sta za okrog 5 metrov zaostala za normo za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi. Izkazali so se tudi atleti in atletinje Atletskega društva Slovenska Bistrica, ki so osvojili 3 zlate medalje.
Valentina Vaudi je v suvanju krogle z novim osebnim rekordom 13,92 metra samo za 8 cm zgrešila normo za evropsko prvenstvo U20 na Švedskem. Uspešno je sezono odprla tudi Saša Babše, ki je zmagala v troskoku z rezultatom 13,82 metra. Ta rezultat mi ogromno pomeni, zato ker že od leta 2016 nisem skočila bolje od tega rezultata, tako da mislim, da je to fantastičen začetek v novo sezono, pa glede na to, da šele slabo leto delam z novim trenerjem, mislim, da je to zelo spodbudno. Naslednji tekmi vas čakata v Ljubljani in Mariboru. Kakšne so želje oziroma pričakovanja za to sezono? Želje so na vsaki tekmi izboljšati ta rezultat, oziroma vsaki rezultat vedno izboljšati. Cilj pa je, da se čim bolj približamo osebnemu rekordu. Tretjo zmago za domači klub je priboril Matej Šturm, ki je bil najhitrejši v teku na 5000 metrov. Gala Trajkovič je v teku na 400 metrov z ovirami osvojila 6. mesto. Šesti je bil tudi Nino Celec v skoku v daljino, preskočil je 7,29 metra. Po resnici povedano, niti malo nisem zadovoljen, kajti pričakoval sem veliko več, ampak moram dvigniti glavo pa povedati, da je to le šele začetek sezone, sezona je še dolga, tako da mislim, da bo na prihodnje tekma dosti boljše. In katere so te prihodnje tekme in seveda kakšni so cilji za to sezono? Naslednji tekmo imel naslednji vikend v Kranju na mednarodnem mitingu. Cilj sezone pa je skočiti normo za evropsko prvenstvo 23 let, kar znači 760 metrov. Največ predstavnikov je Atletsko društvo Slovenska Bistrica imelo v teku na 100 in 200 metrov. Najboljši je bil Rene Pernekaker, ki je v teku na 200 metrov osvojil 14. mesto. Naslednji miting Mednarodne atletske lige bo 5. junija v Ljubljani, 12. junija bo sledil Maribor. Kegljaški klub Impol je v sredo 29. maja v sodelovanju z Zavodom za šport Slovenska Bistrica in Športno zvezo Slovenska Bistrica za svoje reprezentante pripravil sprejem, katerega se je udeležil tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Zbrane so nagovorili še Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica, Danijel Papotnik, predsednik kegljaškega kluba Impol in Silva Pečovnik, trenerka ženske ekipe Slovenije Bistriškega kegljaškega kluba. Kegljači in kegljačice kegljaškega kluba Impol so dosegli zgodovinski uspeh. Na nedavnem svetovnem prvenstvu na Češkem je Tilen Topolšek med kadeti osvojil kar 2 srebrni medalji. V ekipnem tekmovanju in v dvojicah za Nejem Krajncem iz mariborskega konstruktorja. Zagotovo so spomini izjemni. Kako je bilo na sami stezi in seveda kakšno je bilo vzdušje v dvorani? Ja, na stezi sem najprej bil zelo živčen, saj je bilo to za mene prvič. Potem na stezi pa, ko sem začel kegljati, je najprej 5 minut ogrevanja, takrat so se še mi noge malo tresle, ampak potem pa sem se pač umiril, ker sem vedel, da če bom živčen, ne bo nič in potem je pač šlo tako, kot mora. Tudi v posamični konkurenci ni manjkalo veliko, da bi osvojil kolajno? Ja, v posameznem sem pač bil za kolajno 15 kegljev. Pač toliko je bil pač Nemec tisti dan boljši od mene. Jaz sem dal vse od sebe, tako da sem se s startom zadovoljen. Kakšni so bili tvoji kegljaški začetki? Kdo je bil tvoj prvi trener in kdo je še pravzaprav zaslužen za vse te uspehe? Ja, najbolj je zaslužen gospod Slavko Novak. On je bil moj prvi trener, naučil me pač osnovnega meta, kako se sploh kegla, kako to poteka. In je bil tudi trener na prvih mojih tekmah. Potem me je prevzel gospod Ivo Kunčič, on je bil moj trener malo več kot 1 leto pri prvi moški ekipi. Zdaj v decembru pa je prevzel treniranje Silvo Kunčič, ki je bil moj trener vse do svetovnega prvenstva. Po svetovnem prvenstvu pa že 1 teden pred pa me trenira gospod Peter Pečovnik. Medtem pa so potekali tudi treningi za reprezentanco v Ljubljani, ki je bil pač za nami selektor, ki je bil tudi na svetovnem prvenstvu, da je pač videl, kako keglamo in nas nekaj še uči. Glede na to, da si zelo mlad in že dosegaš takšne vrhunske rezultate, kakšni so cilji in pričakovanja za naprej? Ja, potrudil se bom pa in treniral, da to ni bilo moje zadnje svetovno prvenstvo. Potem tudi na državni ravni si želim osvojiti določene medalje, ki že jih nisem. Pa tudi v ligi pač upam, da bo ekipi šlo dobro in da pač dosežemo čim višje mesto.
Maja Plavčak in Barbara Jurančič sta se v članski konkurenci slovensko reprezentanco uvrstili v četrtfinale. Maja Raner pa je odigrala 3 uradne pripravljalne tekme. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, toliko smo vam pripravili v tokratni redni tedenski informativni oddaji Bistriški tednik. Lep pozdrav in nasvidenje do prihodnjič.